Hereditarni angioedem je zagotovo diagnoza, o kateri ljudje na splošno ne vemo veliko. Pravzaprav le redki vedo, da je to redka bolezen, ki pa ima različne, zelo raznolike obraze. Kako je v bistvu, kako ste sprejeli to diagnozo, kako ste se soočili z njo in kako vam uspeva z njo sobivati tako, da ohranjate povsem kvalitetno, lepo življenje? Ko sem dejansko dobila to diagnozo, pravzaprav sploh nisem vedela, s čim se soočam. Čeprav je minilo nekaj let. Ne sicer pri meni dosti, ampak sem bila kar uspešna. Ampak kljub vsemu nisem vedela točno, kaj me čaka. Predtem je namreč bila mogoče samo oteklina roke, noge in obraza, pravzaprav. Nisem vedela takrat, da dejansko so še hujše stvari, v bistvu, da ti lahko teče grlo, da ti lahko teče jezik, kar je življenjsko ogrožujoče, in tudi notranji organi, kar pa je zelo, zelo boleče. Kako pogosti pa so ti valovi oziroma tovrstne spremembe, ko pride do otekline? Ali to lahko predvidite? Kako vas je recimo strokovna ekipa, medicinska ekipa pripravila na take valove? Predvideti ne morem nikoli. Včasih sem si zapisovala neke zadeve, včasih se mi je zdelo, da sem mogoče en dan prej malenkost bolj žejna. Ne vem, zdajle ne vidim sploh nobenih znakov, pa se kar dobro poznam. Se pravim, težko je predvideti neko tako situacijo in tudi, ko se že začne, ko oteklina nastopi, nikoli ne veš, v kakšni jakosti, kakšni moči in kako dolgo bo trajalo. Kako pa je pravzaprav prišlo do tega, da ste dobili pravilno diagnozo in posledično tudi ustrezen začetek zdravljenja? V bistvu sem takrat, ko sem dobila prvo diagnozo, je bilo v bistvu najprej namig. Nato so zdravniki v sodelovanju z graško bolnišnico, mislim, da so z njimi sodelovali, da so dobili potrditev diagnoze, kajti tudi tja sem odšla na pregled in na posvet z zdravnico. In kako se zdaj odvija vaš vsakdan? Kaj pravzaprav bi lahko svetovali, kako ravnati, kako sobivati z boleznijo, tudi tistim, ki se s to diagnozo srečajo na novo? Kaj bi jim položili na srce? Kako se je najbolje s tem soočiti? Težko. Najbolje je živeti popolnoma normalno. Res pa je, da nekje v glavi zadaj imaš vedno nekoga, ki te malo potrka in ti reče, malo pazi. Drugače pa je popolnoma normalno življenje. Naučiti se je treba, kdaj je potrebno vzeti zdravilo, kdaj ga je treba imeti zraven, tako za preventivo kot za nujno pomoč, in to je to, in lahko živiš normalno, kvalitetno življenje.